Danes v novicah med drugim, kako bomo zagotavljali dolgotrajno oskrbo. Kampanja Ustavimo rušenje javnega zdravstva. Novomeški šolski center odprl vrata javnosti. Dober večer. Kako bomo zagotavljali dolgotrajno oskrbo? Kako naj skrb uredimo in financiramo? Kakšne zasebne, skupnostne in javne prostore potrebujemo, da bodo starejši in drugi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, lahko dostojno živeli? O tem so govorili na včerajšnji okrogli mizi v Novomeškem domu starejših občanov. Dotaknili so se več izzivov dolgotrajne oskrbe, za katero je stopil v veljavo nov zakon. To je zelo en velik premik na področju socialnega varstva, mogoče so največji v zadnjih 30 letih. V bistvu to, da smo zagotovili financiranje za dolgotrajno oskrbo v višini skoraj 800 milijonov iz javnih sredstev, je zelo en velik korak. Zdaj mora zakon še zaživeti. Najprej se začne uveljavljati pravica do oskrbovalca družinskega člana. To je edina pravica, ki se bo zdaj uveljavljala leta 2024, torej januarja 2024. Vse ostale pravice pa šele leta 2025. Tudi plačevanje prispevka. Novi zakon je v marsičem boljši od tistega prejšnje vlade, menijo v skupnosti socialnih zavodov. Vse zdajšnje stanovalce, denimo, se bo avtomatsko prevedlo v sistem dolgotrajne oskrbe. A manjkajo podzakonski pravilniki, poudarja Denis Sahernik. Naša ključna bojazen je ta, da je obseg storitev, ki je določen v zakonu o dolgotrajni oskrbi, prenizek. Slovenija je kopirala sistem iz Nemčije, vzeli smo njihov model ocenjevanja, njihovo ocenjevalno orodje, po drugi strani pa nismo prenesli obsega storitev. Novi zakon prinaša spremembe tudi za zaposlene v institucionalnem varstvu in oskrbi na domu. Direktorico Novomeškega doma skrbi predvsem kadrovska podhranjenost. Ko bodo ljudje vstopili, občani, državljani vstopili v dolgotrajno oskrbo in prejeli odločbe, je bolj vprašanje tega, ali bomo lahko zagotovili takrat potem vse socialno-varstvene storitve, ki jih je podala komisija. Torej, ali bodo na voljo postelje in dovolj usposobljenih zaposlenih? Zakon nujno potrebujemo, vprašanje, ali ga bomo lahko izvedli v zastavljeni obliki, meni Rosca Šonc. Vsi vemo, da je pomanjkanje na področju socialnega varstva delavcev premalo, še posebej na oskrbi starejših, kar je velika rak rana. Center za socialno delo skrbi, da bo z novo nalogo biti vstopna točka za dolgotrajno oskrbo vnovič administrativno obremenjen. Po novem zakonu bomo mi med drugim poleg svetovanja in informiranja opravljali tudi nalogo ocenjevanja in izdajanja odločb, kar pomeni, da bo to za nas veliko administrativnega dela. Okroglo mizo v Novem mestu so sicer v sodelovanju z domom in skupnostjo socialnih zavodov pripravili na pobudo Slovenske filantropije. Slovenski javni zdravstveni sistem tone v vse večjo krizo, pravijo v iniciativi Glas ljudstva. Zato po državi v sklopu kampanje Ustavimo rušenje javnega zdravstva zbirajo podpise, s katerimi bodo vložili predlog interventnega zakona. Overjene podpise so pridobivali tudi v Brežicah in Novem mestu. 140 tisoč ljudi nima osebnega zdravnika, 170 tisoč jih nedopustno dolgo čaka, 230 tisoč žensk je brez ginekologa, 20 tisoč otrok pa brez izbranega pediatra. Številke gredo iz meseca v mesec samo navzgor, pravijo v iniciativi, v kateri želijo, da to trenutno vladno koalicijo primoramo k temu, da izpolnijo svoje predvolilne obljube, in njihove predvolilne obljube so bile zelo jasne, da se dvoživkarstvo v zdravništvu zaustavi, da se poskrbi za to, da se čakalne vrste zmanjšujejo, da se poskrbi za teh 140 tisoč ljudi, ki so brez osebnega zdravnika. Nedopustno dolge vrste omogočajo zdravnikom popoldansko delo. Ti se zato odločajo za odhod iz javnega v zasebno zdravstvo, pojasnjuje Jenul. Niso krivi ti zdravniki, kriv je sistem, ki to ne samo dopušča, ampak v bistvu spodbuja takšno delo, kajti pač če sem jaz za isti poseg pri istem pacientu boljš plačan, če ga opravim popoldne, kot pa če ga opravim dopoldne,
je logično, da bo en del zdravnikov si izbral to drugo opcijo. Logično je pa tudi, da ta druga opcija ni možna, če ni čakalnih vrst v javnem zdravstvu. Zato je nujno krepiti mrežo v javnem zdravstvu. K reševanju javnega zdravstva so se pridružili tudi v Slovenski filantropiji, v kateri pravijo, da morata biti zdravstveno varstvo in oskrba dostopna vsem, tudi najranljivejšim. Se bojimo, da če pride do tega, da bo oskrba odvisna od debeline denarnice, bojo tisti, ki že tako nimajo nič, ki že tako grejo prepozno k zdravniku, ki si že tako ne morejo privoščiti bolniške odsotnosti, recimo, ostali še brez tega, kar jim zdaj dobijo. Mi bi si pa želeli, da gre stvar v drugo smer, da se okrepi ta oskrba za vse. Pobudo za spremembo zdravstvene zakonodaje je kot edina parlamentarna stranka podprla Levica, ker se resno prizadeva za javno zdravstvo, da ostane široko dostopno vsem ljudem, ker kot vemo, procesi, ki potekajo zdaj že nekaj let, najbolj se to vidi na primeru zobozdravstvene službe, gredo v smeri privatizacije. Podpise zbirajo vse do 5. decembra. Svojega lahko oddate na upravnih enotah ali z digitalnim potrdilom po spletu. Soustvarjamo šolo učenja za življenje, pravijo na šolskem centru Novo mesto, na katerem se letos izobražuje skoraj 3700 dijakov. Danes so odprli vrata osnovnošolcem in jih seznanili z vsemi poklici, za katere se lahko odločijo. Še pred februarskimi informativnimi dnevi so se bodoči dijaki pozanimali o možnostih izobraževanja in dodatnih dejavnostih, ki jih šole ponujajo. 5 let že delamo ankete med dijaki prvih letnikov, kaj je bilo tisti glavni faktor, zaradi katerega so se odločili, zakaj se vpisujejo v določene programe, in vedno je z naskokom na prvem mestu zanimivost posameznega strokovnega področja. In kako bolje predstaviti zanimivost strokovnih področij kot s praktičnim prikazom. Vseh 35 programov na srednješolski stopnji. Ogledala si jih je tudi Zarja. Tu mi je bilo ful všeč, ta zdravstvena nega, pa tam v vrtcu, ko smo šli pogledati, mi je bilo zanimivo, ta predšolska vzgoja. To je počel tudi dijak 4. letnika strojne šole Miha. To je zanimiv del, zanimiva smer, kako bi lahko to prikazali. Se pravi, da v čim krajšem času pokažemo postopek, kako dela, da si lahko, se pravi, bodoči dijaki lahko predstavijo sliko, kako bi to mogli izgledati, kakšen je poklic. Nazorno so tega prikazali tudi mizarji in lesarski tehniki. Zdaj sem tole svojo bas kitaro dokončal, drugače pa izdelujem take prokše, kot so tole. Na laserju smo tudi izdelali ravnila in podobne stvari, tako so te obeski, zaključe. Morda pa se bodo dobro znašli tudi v vlogi vzgojiteljic ali vzgojiteljev. Ja, lep poklic, pa tudi priporočila bi ga vsem, ki imajo radi otroke. Ponudbo šol so si dopoldne ogledali tudi učenci iz škocjanske šole. Ja, vzgojiteljska imajo kar zanimivo, pa to. Pa mogoče tehnična gimnazija, pa... Še nisi odločena? Ne. Računalništvo te zanima? Ja. Si ogledal že prikaz? Ja. In kako se ti zdi? Zanimivo. Kaj te najbolj pritegne pri tej šoli? Programiranje pa sestava računalnikov. Vsekakor imajo devetošolci še nekaj časa za temeljit razmislek o nadaljnji izobraževalni poti. V Sevnici so pri osnovni šoli Sava Kladnika uradno namenu predali prenovljeno športno igrišče. Aktivnosti so stekle pred 1 letom, po obsežnih delih pa zdaj pridobitev z veseljem uporabljajo učenci in učitelji, ob popoldnevih pa tudi ostali občani. Stare športne površine pri šoli so bile neprimerne, ker gre za največjo osnovno šolo v občini, ki jo obiskuje okoli polovica vseh šolarjev, so se odločili, da jih prenovijo.
Projekt smo nekako umestili v prostor glede na možnosti prostora in te površine izredno dobro že služijo osnovni šoli, osnovnošolcem, da se tu dobro počutijo, izvajajo telesno vzgojo tako, kot je potrebno in to je res odlično. Končno ga imamo. In ravno zadnjič sem gledal članke izpred enega leta. Eno leto, 15. novembra lani se je podpisala pogodba in po enem letu imamo tale stadionček, tele športne površine, ki smo jih res že nujno potrebovali in za nas je to eno veliko navdušenje. Navdušuje pa me tudi to, da je v popoldanskem času vsak dan zaseden. Čeprav učenci do sedaj niso mogli vaditi na tartanski stezi, so na tekmovanjih vseeno dosegali odlične uspehe. Ja, res je zanimivo, da kljub temu, da nismo imeli tartanske krožne steze, imeli smo samo 60-metrsko, smo bili dvakratni ekipni državni prvaki v atletiki, deklice so bile. Ja, logična posledica bi bila, da gremo še višje. Nikoli ne veš. Prenova športnega igrišča je stala okoli 700 tisoč evrov, od tega so približno 100 tisočakov pridobili na razpisu ministrstva. Na občini sicer načrtujejo prenove športnih površin tudi pri drugih osnovnih šolah. Zdaj pa je čas za glasbo. Konec prejšnjega tedna je v Črnomlju potekal najstarejši slovenski festival mladih glasbenikov Glas mladih, ki ga pripravlja ZIK Črnomelj. V tamkajšnjem kulturnem domu je najbolj navdušila semiška skupina Hot Thunder, tudi zmagovalka med skupinami. Nejc, Matic in Gašper so nastopili z avtorsko pesmijo Rock'n'Roll. V bendovski kategoriji so bili daleč najmlajša zasedba. Zmagali so kljub težavam pred začetkom nastopa. Ko mi je padlo trzalce, sem mislil, da si izgubil, že dve sem izgubil, polej mi je podal prijazen človek, mi je dal še eno trzalco, pa sem že mislil, da je kaj manj vtisa. Poj sem pogotovil, da je vseeno rock'n'roll. Zmaga jim je prinesla snemanje videospota in igranje na glavnem odru Kolpa Castle Music Festivala prihodnje leto. Ko mi čakamo? Ja, napisati čim več komadov, da bomo pripravljeni za takrat. Pripravljeni bomo, želeli smo si tega fajn in samo gremo dalje. Osnovnošolski Glas mladih je postala 13-letna Nuša Arnuš z Ptuja, ki se je predstavila s svojo prvo avtorsko pesmijo All Good Things. Sem napisala svojo novo pesem, svojo pesem avtorsko prvo in sem se hotela z njo pokazati, pa sem bila ponosna na to. Naziv avtorski Glas mladih pa so podelili 25-letni Ivani iz Ormoža, ki je zapela avtorsko pesem Different This Time. To je zdaj čist nekak začetek, no. Tudi to je bilo prvič, ko sem se z avtorsko skladbo predstavila in zdaj za naprej upam, da bom vedno več delala in vedno bolj predstavljala svoje skladbe tudi drugim. Tako da to so zaenkrat plani. Na avdiciji se je predstavilo kar 38 glasbenikov in skupin z vseh koncev Slovenije. Strokovna komisija je izbrala najboljše, ki so dobili priložnost na odru. V finalu je bilo 5 bendov, najboljših slovenskih, potem 4 avtorji oziroma kantavtorji in pa 6 osnovnošolcev. In kot smo lahko videli po vzdušju, je publika in strokovna komisija in celoten ambient so uživali v letošnji prireditvi. Vsako leto so bolj kvalitetne stvari na odru, ki jih poslušamo, čez dalje več bendov, kar zelo podpiramo. Kaj bi rekla, vse skupaj je letos že zelo na nivoju. Vizualno, audio, vse štima, tako da se mi zdi, da Glas mladih lepo raste. In v glasbeni svet pošilja nova imena, skupine ter seveda kakovostno glasbo. Hvala za pozornost, spoštovane gledalke in gledalci. V nadaljevanju našega programa pa ob 20. uri vabljeni k ogledu posnetka pogovora Brez filtra za Nušo. Tokratni gost bo Matej Mohorič. Nasvidenje.